Lepo pozdravljeni v podkastu Gospodarske zbornice Slovenije, tokrat v rubriki Ozadja, kjer vam razkrivamo aktualno dogajanje na področju gospodarstva in prizadevanja Gospodarske zbornice za boljše poslovno okolje. No, danes v studiu gostim generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, Vesno Nahtigal, s katero bova osvetlila zelo aktualno temo, o kateri je Gospodarska zbornica prejšnji teden tudi obvestila javnost, in sicer obremenitev plač s prispevki in davki v Sloveniji. Ti namreč predstavljajo pomemben del konkurenčnosti poslovnega okolja pri nas, v katerem delujejo naša podjetja. Vesna, lepo dobrodošla ponovno v studiu. Hvala, z veseljem mi je se vedno odzvati in seveda z veseljem pokramljam v tem našem čudovitem ambientu, naše medije GZS in seveda tudi zelo dobro poslušanih podkastov oziroma ozadij. Hvala lepa, Vesna. Temo danes imava seveda kar resno. Namreč v analitskem centru zbornice so naredili celosten pregled, kako so postajale plače čedalje bolj obremenjene skozi leta, predvsem pa v zadnjih 3 letih. Plače postajajo bistveno bolj obremenjene tako s prispevki kot davki. Mogoče za uvod, kaj so pravzaprav ugotovili v našem analitskem centru? Morda za uvod to, da nas je razveselilo to, da je vlada ob nepremičninskem zakonu, katerega je dala kot osnutek ven, prvič omenila, da bi morda nekaj v zameno naredili tudi za razbremenitev plač. In to je seveda, ker pač na Gospodarski zbornici Slovenije smo vedno proaktivni, vedno poskušamo biti tudi strokoven sogovornik vladi, smo naredili kar zelo poglobljeno analizo in prišli do zaključkov, ki smo jih pretekli teden seznanili tudi z javnosti. In seveda bolijo nas previsoko obremenitve plač, tako davkov kot prispevkov. Po OECD lestvici smo na 7. mestu, kar je kar visoko. In ugotovili smo, da z 43% obdavčitvijo in prispevčnostjo plač dejansko zajedamo plače, in sicer pri minimalni plači od leta 23 do 26 v neto prihodku pri minimalni plači za 2100 evrov. Pri povprečni plači 3600 evrov neto dohodka, govorimo o razdobju 23-26. In pri višji plači, nad dvakratnikom plače, že kar 5200 evrov. Tukaj naj bom zelo jasna. Vlada je po odzivu v medijih rekla, da nas zanimajo predvsem višje plače. Ni res, prav zato smo tukaj naredili tudi za minimalno plačo in tudi pri minimalni plači, bom rekla, je 2100 evrov v 3 letih. Velik del bremena, ki ga vzamejo zaposlenemu. No, sej GZS je ne samo izračunal, koliko vsak od zaposlenih izgubi oziroma bomo izgubili v teh 3 letih, ampak smo tudi predlagali razbremenitev plač. O tem bomo nekoliko kasneje. Morda se še malce ustaviva pri primerjavi obremenitve plač zaposlenih v Sloveniji z drugimi državami članicami. Pri tem smo tudi prišli do zanimivih ugotovitev. Tako je. Videli smo na tej primerjalni analizi, da večina članic razbremenjuje plače, mislim, da smo samo Slovenci in Portugalci z razbremenitvijo še vedno visoko, druge države pa so v tem času plač, tako. Druge države pa so že šle k postopnemu razbremenjevanju. Tukaj naj poudarim, da je izredno pomembno to, da smo pri davkih in prispevkih na 7. mestu. Če pa pogledamo samo prispevčnost naših plač, pa smo mi trenutno na 2. mestu od članic OECD-ja. Da če bomo pa prišli še do dodatnih obremenitev, bomo pa prišli že globoko na 1. mesto. In tukaj je seveda ta trend, ki jih naše države, sosednje države dejansko vlagajo v to, da razbremenjujejo, pri nas pa ta del zelo slabo slišimo, da bi se nekaj na tem delu razbremenilo. Zato je bil ta predlog za analizo, da pokažemo, da je to resen problem in da bi z pravimi ukrepi lahko sorazmerno hitro ukrepali, pa seveda tudi nekaj več pustili tistemu, ki dela.
Zaposleni, kot smo rekli, v teh 3 letih, bodo izgubili znaten del tega neto dohodka zaradi višjih davkov in prispevkov. Katere spremembe so temu najbolj botrovale, da je prišlo do tega? Ja, tle moram najprej izpostaviti razveljavitev zakona o dohodnini. Moram reči, tudi mene osebno to zelo razžalostilo, ker to je bil eden od zelo dobrih potez prejšnje vlade. In mislim, da ni bilo potrebe, da se je to dogodilo, ne. To je bil prvi udarec. Potem je seveda drugi udarec dolgotrajna oskrba, kjer pač stopi v veljavo 1.7. letošnje leto. Bolj boli to, čeprav nam očitajo, da nismo zato, da bi dali na gospodarski zbornici. Mene boli to, da ne vemo, kako bo ta denar potrošen, da nimamo razdelanih zadev, nabralo se bo pa enorm velik denar, brez da vemo, kako bojo te zadeve tudi koristno uporabljene. Zato ocenjujemo, da bi bil čas, da se tukaj še malo zamakne. Tretja stvar, dolgotrajna oskrba. Začetek zbiranja. Začetek zbiranja. Tako. Tretji, da rečem, minus je pa, da smo prostovoljno, dodatno zavarovanje zamenjali z obveznim zavarovanjem in to so 3 taki, ki so nas, bom rekla, že kar močno obremenili. In kako te obremenitve recimo vplivajo konkretno na konkurenčnost slovenskega gospodarstva? Zdi se, da seveda gospodarstvo ves čas opozarjamo na to, a na drugi strani kot da nismo slišani, ampak konkretno podjetja to občutijo. Torej, razvojni kader definitivno ne more biti motiviran, a ne. Če v bistvu mu država pobere, kot sva prej rekla, rečemo povprečna plača 3.600 evrov, ne, ki bi sigurno vsak posameznik vedel, kam vložiti. In jaz mislim, da če se mi res želimo boriti za to, da bomo imeli višjo dodano vrednost, da bomo imeli boljšo produktivnosti, bi morali gledati, kako bomo temu kadru dopustili, da bo dobil nekaj več. In to je že prva taka stvar, ki je zelo narobe, če slišimo vlado, da ves čas govori, da bomo dvignili dodano vrednost in da bomo dvignili produktivnost. S tem, da delavca na kateremkoli nivoju samo obdavčuješ, najverjetneje ni motivacijsko. Potem zaradi teh visokih obdavčitev imamo seveda tudi toliko slabšo konkurenčnost. In v tej, bom rekla, zelo zapleteni situaciji, ki jo danes imamo, ko se naša največja država, kamor največ izvozimo, sooča z takimi težavami, naprimer, pa tu ne rečem, da je zdaj samo Nemčija, so tudi druge države v Evropi, še bolj pa z Azijo, Ameriko, ne, se nam v bistvu, ker imajo te stroške nižje, ta zadeva že zelo pozna. Tako da jaz mislim, da je to ena od ključnih problemov, da zato seveda dobro usposobljeni kadri se spogledujejo s tujino, danes pač zapustiti državo in iti nekam za boljši krug ni tak problem, a ne, tudi zaradi odprtosti Evrope, pa tudi kam širše. In mislim, da če želimo res postati bolj tehnološka država, bomo najprej morali poskrbeti za ta vidik. No, prejšnji teden smo opozorili tudi, da bi lahko dodatne spremembe zdaj na področju tudi pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja dodatno povečale obremenitev plač. Torej to, kar smo do sedaj izračunali, so vse spremembe, obremenitve, ki so že stopile v veljavo. Tako je. Bojazen pa je, da prihajajo še dodatne nove. Na ekonomskem socialnem svetu so na mizi predlogi. Jaz upam, da se to ne bo dogodilo, vendar naš izvršni direktor, gospod Mitja Gorenšček, nas opozarja, da se dodatno lahko zgodi še do cirka 10% večje obremenitev. Odstotnih točk, kar je še več, a ne. In sicer na mizi pokojninska reforma, tu se govori o dvigu prispevka na stopnjo PISA, ne, torej predvsem za delodajalca, da se izenači z delavcem, a ne. Potem je tudi uvedba preoblikovanja obveznega zdravstvenega prispevka iz nominalnega zneska v dodatno splošno prispevno stopnjo za zdravstveno ali pa celo diferencirano lestvico, kar bo sigurno dejansko to stopnjo dejansko lahko povečalo na 10 odstotnih točk. In to mislim, da glede na vse, kar smo že v teh 3 letih dobili, a ne,
vse te dodatne obdavčitve, mislim, da jih je bilo 11, ki smo jih našteli, a ne, mislim, da bi bilo to res zelo slabo sporočilo. Katere so pa ključni predlogi Gospodarske zbornice za razbremenitev plač? Tukaj moram zelo pohvaliti našo analitsko službo in ekipo, ki ste delali pri pripravi teh zadev, in jaz bom tukaj zelo konkretno predstavila po 2 ukrepa pri avtomatskem usklajevanju dohodninske lestvice in olajšav v celotni višini letne rasti povprečne bruto plače v oktobru predhodnega leta. Tukaj zdaj veljalo, da se je usklajevala za povprečno plačo, bruto plačo v povprečje v Republiki Sloveniji, in to od 50 do 100%. Tukaj pač predlagamo v celotni višini. Prav tako ukinitev 5. dohodninskega razreda, ker to je ta razvojni kader, in razbremenitev tudi nagrade za poslovno uspešnost, torej predvsem oprostitev dohodnine do višine posameznikove povprečne plače, ne te plače v Republiki Sloveniji. Na področju socialnih prispevkov predlagamo absolutno ta zamik procenta dolgotrajne oskrbe, ker kot sem že prej omenila, nimamo jasne slike, kako bo ta denar porabljen. Po številkah, ki so nam dostopni, bo tega denarja ogromno. Pri tem, da tisti akterji, ki dejansko morajo izvajati to dolgotrajno oskrbo, so prvi tisti, ki so bili proti temu, dokler časa stvari res ne bodo razdeljene. Drug tak ukrep na področju socialnih prispevkov je vsekakor z naše strani velikokrat že predlagana razvojna kapica, in sicer pri 1,6-kratniku povprečne plače. Potem pa smo rekli tudi, da bi bilo potrebno nekaj narediti tudi za naše upokojence, in tukaj predlagamo razširitev davčnih spodbud za varčevanje v 2. pokojninskem stebru. Tukaj je konkretno 10% povprečno bruto plače oziroma 5.000 evrov letno, ki mora obvezno ostati prostovoljno, in pa tudi vzpostavitev stebra po vzoru P-računov, to so varčevalni računi, dolgoročno varčevanje, ki ne bi bilo obdavčeno. Mislim, da so to 3 sklopi, ki mislim, da bi lahko bi bili bolj ugodni za naš proračun, za naš budžet državni, kot pa predlogi, ki so jih v paketu z nepremičninsko reformo predlagali v osnutku, ki ga je MF predlagal. Zanimivo je bilo, da predsednik vlade je v enem od pogovorov, kar nekaj jih je bilo v bistvu v preteklem tednu, ko so se odzivali na predloge Gospodarske zbornice, je seveda dejal, da v celoti zavrača analizo Gospodarske zbornice, saj so ti podatki zavajajoči. Citiram. Kako to komentiraš? Če bi konkretno povedal, kaj je zavajajoče, bi to imelo verodostojnost. Mislim pa, da smo mu vzeli vse besede iz ust, ker mi veljamo za strokovnega, kompetentnega sogovornika, nikoli nismo v javnosti populistični, govorimo z dejstvi in težko je oponirati, kadar imaš na mizi konkretne številke. In ko se je predsednik vlade pojavil v naših medijih, je te izračune z našim dopisom že imel v rokah, torej se je lahko seznanil, kako smo do tega tudi prišli. In verjamem, da vlada ima podobne rezultate. Verjamem tudi, da je težko na hitro spremeniti, ampak ta pot, ki jo je predlagala Gospodarska zbornica in ki daje, bom rekla, verodostojno analizo, bi bila veliko lažja, če bi jo izvajali v dogovoru. In zato pričakujemo, da nas bojo povabili na pogovor, tako je bil tudi naš namen, tako smo tudi komunicirali, in upam, da bo vsaj nekaj od teh naših konkretnih predlogov tudi obrodilo sadove, saj je tudi predsednik vlade, tudi s nepremičninskim zakonom, to namero že javno tudi obelodanil. Upam, da to ne bo še ena prelomljena beseda.
Tako, in da se bodo pogovori nadaljevali v tej Tako. smeri za mizo. Morda, Vesna, še ob zaključku najinega pogovora se dotakniva, ker te že imamo v studiu, še aktualnih omrežnin, seveda, in pa visokih cen električne energije, ne, tudi na ta vidik smo upozorili na tej novinarski konferenci pretekli teden. Morda samo na kratko, kaj se sedaj dogaja z vidika blaženja visokih cen električne energije za gospodarstvo. Včeraj oziroma te dni je pravzaprav stopil v veljavo interventni zakon, ki obravnava samo blaženje posledic za gospodinjstvo. Kar je vsekakor dobro, vendar tukaj smo pozabili na gospodarstvo. No, in če se lahko malo pošalim, ves napor, ki ga je Gospodarska zbornica vložila od lanskega leta marca do sedaj, smo dosegli vsaj to, da so sprevideli, da je cela vlada in vsi v Sloveniji, da je ta akt res napačen, ne na pravih predpostavkah in da dejansko to, kar je Agencija za energijo govorila, da bo to za gospodinjstva boljše, saj za 92% naših odjemalcev, da bo boljše, ne drži. Kajti prav zaradi tega, ker to ne drži, je morala vlada sprejeti kar 2 interventna zakona, da je gospodinjstvu te posledice slabega akta omilila. Še enkrat več pa je gospodarstvo dobilo samo obljube, ki jih vidimo, da pač beseda v naši državi strani vlade ne pomeni nič, in še enkrat več so pustili gospodarstvu na cedilu. Trenutno se na to temo ne dogaja nič posebnega. Vemo po besedah ministra Kumra, da so dobili nalogo, da se z Agencijo za energijo pogovarjajo, da morajo se pogovoriti in da morajo izboljšati ta akt, ki je trenutno v veljavi. Upam, da bodo sledili predlogom gospoda Mrvarja, ki so praktično povzetek naših predlogov. In upam tudi, da preden bodo prišli z novembrom, ko bo ponovno nastal ta visoka sezona, da bodo do takrat naredili vse izračune na podlagi novih tarifnih razredov in da bodo seveda prišli pred gospodarstvo in pred javnostjo z konkretnimi številkami. Mislim, da si vlada ne more privoščiti, da ponovno proba, pa če bomo vsi tiho, pa bo šlo skozi, ampak vedno lahko računajo na Gospodarsko zbornico, da se bo oglasila, še sploh, če bo nekaj tako narobe, kot je z tem aktom. Hvala lepa, Vesna, za te besede in za izčrpen pogovor. Seveda v želji, da bi vlada slišala kljub samo ta opozorila in dobronamerne predloge in da bi se pogovori nadaljevali in seveda tudi rezultirali v nekih konkretnih ukrepih, ki bodo v dobro gospodarstva. Tudi jaz upam, da se bo to zgodilo, ker pač konkurenčnosti ne moremo zboljševati z obljubami. Lahko pa je z dejanji in bodri me tudi dejstvo, da je danes v Evropi sprejet Clean Industrial Deal, kjer pa govori, kako moramo zaščititi delujočo, dobro stoječo industrijo, zato da bomo lahko konkurenčni v Evropi in v Sloveniji. Tako, o tem aktu oziroma dokumentu po enem od naših podkastov v prihodnje, kjer bomo podrobneje predstavili, kaj predstavlja tudi za slovensko gospodarstvo. Hvala. Hvala lepa, Vesna, in hvala lepa tudi vam, da ste spremljali najin pogovor. Do naslednjič.